Klemen, medtem ko ga bom jaz opisala ali bom ga predstavila, ravno kar odpira najnovejše ilustracije Sare Concilije, ki mu jih je poslala iz Londona. Sara Concilija je ilustrirala njegovo knjigo Plava, ki je prva v trilogiji o jadranski ribi. In ker je to prva knjiga iz trilogije, druga pa bo Bela, o beli ribi torej, bomo zdaj pogledali, kako izgledajo ilustracije. No, medtem bom pa povedala nekaj o Klemenu. Najprej sem zelo vesela, da je tukaj z nami. Ko smo se letos odločali, da bi bila tema festivala vode, sem se spomnila najprej na njegovo knjigo Divji Jadran, ki jo je izdal že kar nekaj let nazaj in je bila na knjižnem sejmu nagrajena kot najlepša knjiga slovenska, leta 2015, če se ne motim. Po tej nagradi je še dvakrat potem, torej trikrat zaporedoma je dobil to nagrado na Slovenskem knjižnem sejmu. Hotela sem pa povabiti tudi Klemena zato, ker smo se že nekaj časa smo si želeli na našem festivalu predstavljati zanimive založbe, zanimive založnike, ki imajo mogoče malce nenavaden način dela oziroma ne delujejo po ustaljenih založniških vzorcih, kako bi temu rekli. Klemen namreč je vse te knjige, katerih kakovost je bila večkrat prepoznana, izdal v samozaložbi. In če jaz prav razumem, bo potrdil ali pa mi je povedal, če se motim, on najde sodelavce oziroma se dogovori, no, v bistvu bom tako naredila. Preden nam bo razkazal nove ilustracije, bi ga povprašala, kakšen je njegov proces dela in kako pride recimo od ideje do iskanja sodelavcev in na koncu do končnega izdelka. Kako poteka ta proces? Se sliši? Živijo. Se pravi, kako, ja, tako je ena prispodoba vode je tudi tukaj, ne. Tako prepuščam se toku večinoma. Tako da parkrat se je zgodilo, da so, se pravi, ti bodoči sodelavci me pocukali za rokav ali pa sem jih spoznal, pa je beseda dala besedo in potem se je razvila ta zgodba. Sem tudi jaz daj koga pocukal, da mislim tudi, ja. Tako dosti spontano je se skupaj prišlo do zdaj, ne, pri teh knjigah. Je pa to mogoče bolj ena zgodba preteklosti, to samo založništvo, ker sem od tega na en način utrujen, sem se eno pauzo vzel. Tako da te knjige so šle, ja, 5 knjig v razponu 5 let. Imam materijala še 1 tono, ne, tudi letos upam, da rata bolj not. Aha, a misliš te? Ja. No, letos že več let pripravljam knjigo o Mineštre župe čorbice. Upam, da rata, mislim, tako eno težko delo je to, čudno. In zdaj sem se bolj fokusiral na družino, ne, da energijo vlagam v to. Tako da trenutno letos sem jaz pocukal Anjo Delbel oblikovalko, ne, oziroma že lani sem jo pocukal za sodelovanje. In zdaj eni osnutki nastajajo, dobivava se tako na kavicah, pa malo prediskutirava, kaj se komu kaj dogaja, ne, tako da ta del mi je zelo fin. Ugotavljam, da nisem takšen individualc, kakor sem mislil, tako da mi je vedno, mislim, ključna stvar za knjigo je, kako so odnosi, no, tako. In zdaj, kakšna knjiga ni bila uspešna glede odnosov, ki potem je sicer šla, pa dobila nagrado, pa pol nekdo ni bil zadovoljen, ne, s čim, ne, tako da to ima ta, recimo Divji Jadran ima ta prizvok žalosti, a ne, zraven. No, ostale knjige so pa bile bolj, so lepše splavale, pa tako da zanjo bo to 3. knjigo skupaj izdala in ko ena stvar teče, ko se ujamem z nekom, se ga kar držim, no. Kljub temu, da so avtorji kar menjali, ne, ampak Anja se pravi ostaja tukaj, ne, kot oblikovalka, pa Sara seveda tudi, no, bomo pogledali pol ilustracije, ona zdaj živi v Angliji, ki se naveličala Slovenije. In je poslala tudi ene ilustracije za knjigo Bela, ne, to ne bi bil drugi del te trilogije.
Sam se kar nekako bojim tega lotiti, zato ker je še bolj obsežna knjiga od Plave, pa barve smo vključili noter v samo idejo zasnove. Ker ta knjiga je namreč samo pač črna in modra. V 3 barvah je tiskana, tako dost sva zanjo lovila, se pravi, en minimalizem, tako ka ena prispodoba teh plave ribe, sardele, sardončko, ki za par evrov kupaš kilo rib in pol iz njih nekaj ti ne delaš, čudeže. Tako da so tudi to tako bolj skromno hotela zastaviti knjigo, robustno. Si pa tole knjigo si posvetil Sardelci v resnici in ima Sardela tukaj na začetku tudi en nagovor za bralca, ki govori o trajnostnem ribolovu in nagovarja bralca k temu. Lahko malo en del preberemo mogoče. No, ker da sem zatiskal ušesa, ker ful težko poslušam svoje tekste, ampak se potrudim, pa bom pridno poslušal. Potem pa se ti delaj, da listaš po ilustracijah. Jaz bom ilustracije gledal, super. Zdravo, ime mi je Sardela in sem zamorjena riba. Že stoletja prehranjujem milijone ljudi po svetu in skrbim, da dobijo dovolj beljakovin in maščob za delo in počitek. Nisem včlanjena v sindikat, prav tako ne dobivam nobenega dodatka za malico in prevoz. Služim človeku in njegovi volji. Zaradi čezmernega ribolova se populacija vrste, ki ji pripadam, drastično zmanjšuje. Hitro rastem in zgodaj spolno dozorim, tudi spol znam zamenjati v pravem času, da je oplojenih več jajčec, a mi omenjene strategije preživetja ne pomagajo dovolj. V imenu vseh poštenih sardel zastopam glas, da se ne moremo obnavljati tako hitro, kot se nas ulovi, zato se v mreže zapletamo vse manjše in mlajše ribe. Če bi vsi, tako kot Tržačani, verjeli, da se prehranjujemo z mrliči z morskega dna, bi se nam bolje godilo. V tej knjigi igram glavno vlogo. Izkoriščam priložnost in ti, bralec dragi, na srce polagam naslednjo prošnjo. Bodi preudaren in odgovoren potrošnik. Zahtevaj me svežo iz bližnjega Jadranskega morja, ujeta naj bom z obkroževalno mrežo izven sezone drstenja in dolga naj bom najmanj 11 cm, kar pomeni, da sem opravila vsaj en cikel razmnoževanja. Taka bom najbolje nahranila tebe in tvojo družino, moji potomci pa družino tvoje družine. Čau! Ko mi bo neroden, bom slike takole kazal, ilustracije. Meni se to zdi odlična strategija. Torej, tale knjiga Plava, če se še malo pomodiva pri njej, ker smo že pri temi voda, pa bova obdelala pa še eno specialiteto, ki je mogoče bliže tem koncem. To si zastavil v bistvu kot eno enciklopedijo plavih rib, tako se vsaj bere, ki ima na koncu recepte z vsega sveta, oziroma od Portugalske nekje sem zasledila preko. Kako je potekalo delo za to knjigo, kako si se loteval, oziroma da ne bom ponavljala vprašanj, kako si se lotil teh enciklopedičnih opisov, oziroma so bili najprej recepti in si se pol odločil, da boš ribe, ki si jih uporabil v tej knjigi, obdelal. So tukaj vse plave ribe, ki jih najdemo na Jadranu? To mislim, da ne, da niso vse plave ribe, ampak te glavne pa so. Ja, zelo pomembna je bila v bistvu pot, ko sem jo naredil z avtodomom okrog Jadrana. Se pravi, štartil sem tukaj na slovenski obali in potem šel vzdolž Hrvaške in potem do Dubrovnika, prečil Jadran in potem šel po tem, zahodni strani Jadrana navzgor. Tako ni bilo poetično potovanje daleč od tega, dalo pa en ton knjigi, zato ker ko potuješ izven sezone, pa si mogoče pozoren na druge stvari, vidiš okene svinarije okrog, koliko je obalo nasnažena, sploh ta italijanski del, je tako, ni ene pedi zemlje, ki bi bila še neokrnjena. To je vse pozidan, pa še to žalostno, ko ljudje niti ne živijo, ampak so se preselili nekam na sever. Ljudje jamrajo, svežih rib ni skoraj nikjer več,
srdela, mislim, tudi zdaj se, odkar je Hrvaška v Evropski uniji, ne, je vedno več lovostaja, ne, in bom rekel, dobiti sveže srdele je tako ni več samo pa se pomembno, ker je bilo, ne vem, mogoče 10 let nazaj, ne. Tako da se vidi, da se dogajajo ene velike spremembe in jaz sem te spremembe hotel tudi s knjigo slediti, zato nisem štartil direkt na recepte, ker se mi zdi to v teh časih itak, to so ti recepti posod, pa je, bom rekel, te pogovori o hrani so, ne vem, tako odvečni, vsaj mene, ne. Tako da idealna kuharska knjiga mi je tista, ki nima enega recepta noter. Meni to še ni uspelo narediti, no. Ampak zato so mi te zgodbe pomembnejše in en okvir, ki sem hotel zastaviti, ne, pri tej knjigi je to eno ozaveščanje, da se recimo, ko se gre v ribarnico, da se pogleda, od kje ribe so, ne, so te razpredelnice, oznak od Združenih narodov, ne, FAO, tok pa toka, ne. In se v bistvu za ribo moraš izobraziti, ne, če hočeš vedeti, kdaj se kupuje, od kje prihaja, kako je bila lovljena. To se večinoma ljudem ne da, no, ampak mogoče ena pozornost je bila tukaj namenjena temu in pol je tudi eno moje zadoščenje, pač večje, ker ni ideja teh mojih knjig, da samo uporabiš recept, pa si narediš, pa se napapcaš, ne, ampak mogoče, da da en drug pogled, ne, v to tematiko, ki je pač del kulture, ne. Ja. Zdaj, ko si omenil, da si tukaj potoval z avtodomom, ti za vsako knjigo v resnici greš na eno raziskovalno pot, dajmo reči, z različnimi prevoznimi sredstvi. Me zanima, na kak način si sploh začel, mislim, kako si pa ti se izučil o ribah, kako si se podučil, kdaj te je to začelo tako zanimati, ker tudi, če imaš zelo različne knjige, Namazi, Kruh, Jota, ki bomo pa govorili o njej, se nekako zdi, da se pač že to si zastavil kot trilogijo, to o ribah pa divje Jadrane, recimo, ne? Ja, mislim, jaz vode ne maram kaj preveč. Tako me je čuden prostor, čuden medij, čudno okolje, ki rajš z obale to gledam, ne, tako da imam eno klaustrofobijo tudi do potapljanja, ne, kar naenkrat, ne vem, kako to prišlo. Mi je pa ta svet rib čudesen, ne, tako veliko raznih oblik čudnih, ne, prečudnih, ne, tle levo škarpena, ne, recimo. Čudovite. Ja, in je to en svet, ki je človeku pa meni tuj, pa me mogoče zaradi tega, tako kot tem bestiari zanima, ne, in recimo meso, zgodba o mesu, tem klasičnem mesu, me sploh ne zanima, ne, tudi v mesnico nimam ene erotike do tega vesečega mesa. Pri ribah je pa tukaj druga zgodba, ne, me pa ta ena radovednost deluje, pa ena fantazija, ne, in se spomnim še, ko me babica, sem šel z babico na tržnico, da je kupila sestavine, ki nam je potem kosilo skuhala, sem se vedno v ribarnici ustavil in gledal te zbuljene oči, ne. Tako da iz tega vidika mogoče se začela ta zgodba z ribami, a ne. Ja, mogoče je to vsa zgodba, no. Vse ozadje. Mogoče točno v tem v otroških očeh. Otroško navdušenje, torej, ko si z babico obiskoval tržnico. Ok, zdaj pa, kot sva obljubila, danes zjutraj se meni zgodilo eno lepo presenečenje, sicer je naš festivalski kuhar Gogo, sem ga vprašala, kaj boš pa kuhal, in je rekel joto. In sem bila izredno vesela, zato ker je Klemen napisal tudi eno odlično knjigo, po mojem mnenju, o joti. In to ni navadna knjiga o joti, sicer, kot si povedal prej, se ne moreš izogniti receptom, tako da nekaj receptov je. Podnaslov nosi terenske pripovedke o kislem zelju, repici, joti in še čem. To je v bistvu zgodba o kislem zelju, repi, joti in še čem, preko portretov čisto navadnih ljudi, ki si jih spoznal na svojih poteh. Niso čisto navadni. Ne, to so izmišljeni ljudje. To je v bistvu s to knjigo sem odprl en žanr, ki je meni zelo blizu. Jaz sem ga krstil za gonzo etnologijo, ja. Se pravi, glede na to, da sem svobodnjak, a ne, lahko počnem kar hočem in nisem priključen na nobene akademske sfere, kjer bi se mogel držati enih uzanc, pa enih pravil, ne. In sem tako malo iz upora, ja, pa iz žlehtnobe v bistvu nastavil to zgodbo na terenskem raziskovanju, klasičnem, ne, se pravi predvsem zbiranje primarnih podatkov na terenu. To sem opravil peš ali pa s kolesom po
zakotnih in manj zakotnih vaseh širom Slovenije, ne samo primorske. Ne. No in potem, ko sem zbral te zapiske in sem jih doma urejal, sem si pač zmislil ljudi, te portretirance, ki prvoosebno govorijo oziroma o teh zgodbah, ki sem jih jaz vzel od resničnih ljudi. Ne. Tako da nisem imel v sabo nikdar fotoaparata, te intervjuvance nisem moril z ničemer, spil sem šnopček, pa se pogovarjal sem živam, ne. Tako da je to mogoče tudi knjiga o enem polpreteklem življenju, ko ga ni več. Ne. Včasih namreč so ljudje dosti bolj bili prisiljeni sami poskrbeti za svojo prehrano in kislo zelje in kisla repa sta bili pač eni od glavnih sestavin, ne, s katerimi so se prebili skozi zimo. In ta tema kisanja zelja in repe je meni odpirala vrata v marsikjer dom, kjer sem se lahko potem pogovarjal o čemerkoli. Tako da je bilo vzpostavljeno eno zaupanje in jaz sem vesel, da ti so srkavo vse te informacije, ne, ki so jasno bile širše od samo tistega kisanja pa fermentacije, ampak se tudi zgodba pol večkrat zapeljala do življenja, kako so živeli nekoč, pa kaj je Nono rekel, pa kako je Nona kuhala, pa kako so begunci mimo njihove hiše se po noč skrivali in prečili mejo. Ne. Tako da tudi tukaj so en širši okvir, ki me je zanimal. Pa mogoče sem pa tudi tako zavil to zgodbo v te fiktivne like, zato ker sem mogoče na en način se tudi upiral te klasični drži enega etnologa, no, ki večinoma hara po Sloveniji, ne, to je Janez Bogataj, ki v intervjujih pravi, da so 3 vrste jote, ne, in se meni to zdi čisti nonsens, ne. In je to tudi mogoče moj en odgovor na to uradno doktrino, ki definitivno ne drži in je izmišljena. Ne. In se pravi, akademik si mogoče nekaj sama izmišljuje, ne. Jaz sem pa si izmislil like, ki govorijo o enih mogoče bolj resničnih stvareh. Ja. Super. Ja, recimo tukaj če se nam ne bi prej, se nam mogoče tukaj izkristalizira Milanka Jesih. Ja. Ja, tukaj sem si dal eno veselje do izbire imen, ne, in priimkov. Nina Mršnik je pripravila tele portrete, v bistvu je Nina kar znana po tem, no in če se navežem na tisto prvo vprašanje, pa druga, kako se izbiramo, kako se povohamo med sabo, ne, sodelavci. Z Nino sva se poznala še v Ljubljani, pač Ljubljana je majhna, ne, majhna vas, in pa me enkrat pocukala in rekla, joj, jaz bi pa s tabo kakšno knjigo naredila. Ne, in tako, okej. In pol ko mi nekako se ta tema pojavila, ne, sem začel o njej razmišljati, sem rekel, v bistvu bi mi bili fajn eni portreti in sem pol jaz njo pocukal in se potem ta zgodba v bistvu zelo gladko in tekoče speljala. Tako, lepa zgodba, no. Prej si omenil, da pač ne obstajajo samo 3 vrste jote, torej ta knjiga malo zanika to filozofijo, da jim reči. Ja, mislim, recimo čisti primer, ne, že Vipavska dolina je tako raznolika, ne, da ne omenjam Krasa, ne, da je težko reči, da obstaja Vipavska jota pa Kraška jota, ne. Recimo samo pokrajina Krasa, ne, ni primerna za gojenje zelja, ne, tako da so se bolj naslanja na repco. Po drugi strani pa ta Trst z zaledjem je bil pa vedno odvisen od kmetov, ne vem, v radiju 50-100 kilometrih in je potem v bistvu veliko zelja, ne, prihajali iz recimo iz Ilirske Bistrice, ne, to je bil znan konc za kisanje zelja in njihova jota, ne, tradicionalna je z zeljem, ne. Tako da tukaj imamo zdaj Kras, na eni strani je repa, na drugi strani zelje, potem nekdo da noter krompir, nekdo da noter je šprenček, tako da je težko govoriti o enoviti joti in je to mogoče ena bližnica, ne, ki je mogoče zanimiva za turiste, ne, da pa se poenostavi eno zgodbo, ampak ja, ko potuješ po terenu in ko se pogovarjaš z ljudmi, vidiš, ne, da je zgodb veliko, veliko več in da je ta priprava jote tako pester svet. Bolj od hiše do hiše se razlikuje, ali si opazil recimo po Vipavski dolini od vasi do vasi? Ja, ta zgornja Vipavska dolina je definitivno znana po tropinki, ne? Po kisli repci, ki se kisa z vinskimi tropinami. Zdaj višji konci, kjer trte ni bilo,
se tega niso posluževali. Ne. Včasih so bile sicer te samorodnice, ne, tudi praktično po vseh vaseh pa se pol tropina teh samorodnic uporabljali, recimo takšna zgodba iz Brkinov, ne, ki ni glih znana kot vinorodni okoliš, ne, ampak včasih so vinogradi bili. Tam je tudi zanimiva zgodba, da so kisali skupaj repco in zelje, ker kmetije so bile manjše in je bilo za 300 litrski čeber, so nabasali noter naribano zelje in repo. Ne. Tako da to je tudi ena zgodba, ki je bila zanimiva. Pa recimo tlele pod Colom, ne, so pa rekli temu repa v repi, ne, so pa kisali naribano repo pa celo repco. Tudi to je bilo potem vse v enem sodu, tako da teh variacij je dosti več kot 2 ali pa 3. Ja. Tukaj omenjaš tudi na začetku te knjige, imaš en ful lep opis, ne bom zdaj prebrala, da ti ne bo nerodno. Samo še ena zaloga meditacije. Kako si se prvič lotil tlačenja kislega zelja. Me zanima, če mogoče fermentiraš sam doma zelje od takrat naprej, če te je toliko navdušilo ali ga kupuješ pri... Mislim oboje, ne, zato ker jaz zdaj živim od kuhanja, ker od knjig ne morem živeti, ne. In potem, ne vem, recimo včeraj sem skuhal kosilo za 50 ljudi, ne. In moram tudi kupovati, ne, stvari, veliko stvari moram kupovati, veliko sestavin. Za doma definitivno kisam zelje v kozarcu, ne. To je tehnika, v kateri me je podočila gospa, starejša gospa iz Cola, ne, in mi je lepo razkazala tehnološki postopek in dejansko lahko kisamo zelje pod poslo, ne, ali pa v kuhinji, no, ki ima autoplay. Tako da na kratko, no, se to lahko tudi doma probate potem na jesena, ne, ko boste lahko, ko bo ta pravo zelje za kisanje. V bistvu naribano zelje se posoli, 1,5 do 2% soli gre na kilo zelja. Potem se to dobro pretlači in v bistvu potlači v kozarec, ne, večji kozarec, in se zapre kozarec za 3/4 in potem se ta kozarec potunka v čeber in nalije hladno vodo čez. To pomeni, da fermentacija, ki se sproži recimo dan, dva po tem uribanju, ne, se te plinske mehurčki se izločajo v vodo in zelje nima stika z zrakom, tako da ne oksidira. Ne. Tudi ni nekaj enega vonja, ne, ker drugače, recimo ta tradicija kisanja zelja, tega sem se tudi dotaknil v zgodbah, ne. Recimo moj oče je kisal zelje v drugi kleti Stolpnice, kjer smo živeli, ne, v Savskem naselju. Zdaj smo te pa prepoznali, zdaj pa vemo. Ja. Tako da to je ena, recimo, tradicija, ki so tudi te prišleki iz južnih delov, ne, bivših republik, nekdanjih republik Jugoslavije, ne, so to sabo prinesli, ne, in meni so te zgodbe vedno blizu, ne, zato ker to je zgodba o vsakdanu, ne, in je veliko bolj zanimiva, kot tista zgodba, da greš v trgovino pa kupaš od Ete uno vrečko, ki so ga zelja, čeprav tudi tisto, kdaj jaz kupam in ni slabo zelje, ne. Ampak probajte ta sistem za, se pravi, fermentacije v kozarcu, pa potem potunkanju v vodo. Po 2 tednih, recimo, če je zelje na sobne temperature, pa tam približno 20 stopinj, bo super. Bo nežno, sladko, škripalo bo pod zobmi, ne, hrusta. Tako da je to vrhunec gastronomije, no, če tako malo dramatično zaključim. Jaz bom samo malo pogledala na čas, imamo še 10 minut. No, mogoče pokažeš ti zdaj nove slikce. Ja, kje smo ostali? Gospod Čerin iz ljubljanskih Savelj sem poprosil za brisačo in lavor s toplo vodo. Sezul sem si gojzarje in nogavice, zavihal hlačnici in si splaknil noge. Vstopil sem v čeber iz zamolklo rdeče plastike in zagazil maso sveže naribanega zelja. Zimski dan je žarel v popoldanskem soncu, meni pa je srce razbijalo od napora in veselja. Nekakšna pobalinska prevzetnost me je zaobjela, ko sem se s petami zaganjal v kupe svetlih las in nabijal vanje s tako ihto, da je noge od sramu oblila rdečica. Zelje je začelo spuščati tekočino, sam pa sem v kletni prostor izdihoval vročično sapo kot dokaz zadovoljstva, ki ga je vodila ena sama vznemirljiva misel. Skisal bom svoje prvo zelje.
No, to je erotična poezija skoraj, ne? Meni se je to čisto tako zelo in me je tako intrigirala, pa da ni ta knjiga, ko sem jo odprla. Glih zdaj na poti, sem tako razmišljal o Benti, kakšne poezije bi se lotil pa kratkih zgodb, ne? Pa bi to pol sprintal lepo doma na laserski printer in zvezal v en zveščič, ne? Ker se mi zdi, da je ta, ne vem kako sem tudi zagazil to temo hrane, ne? Ker ni edina stvar, ki me zanima na tem svetu, ne? In recimo glih erotika me zadnje čase zelo zanima in tako, ne vem, študijsko leto bi si mogel vzeti pa malo hoditi okrog z biciklom pa peš pa tuhtati sam sabo. Mogoče najprej povprašati o zelju, pa tako tam spustiti. Ja, tudi vse, mislim, da je bila tudi, recimo Milena Miklavčič je podobno delala, ne, ki je napisala knjigo Rit in kače, niso Ja, je bila, mislim, da pred par edicijami se je ona je potem spraševala te delikatne teme starejši ljudi, pa se je marsikaj povedala, tako da lahko bi tudi ona povedala o teh tehnikah, ne, mogoče v kisanju zelja vprašala najprej, pa priklopila. Ok, torej za tale knjiga, ki bo verjetno enkrat išla, če smo zdaj dobili, vidim te čudovite ilustracije, torej Bela, si povedal prej, da ste se za njo odločili, da naj bi šla v barvah. Ja, to za njo še malo uloviva v bistvu zgodbo, ne, koliko barv vključata, ne. Se pravi, te bele ribe jih je več, ne, to ne vem, mislim, da v Jadranu jih je sigurno 100 vrst plus, ne. In zdaj to raznolikost prikazati je malo večji izziv, kot mogoče pri plavi ribi, ki je manj vrst, ne. Pa po svoje so si po teh barvah bolj enovite, kot bela riba, ne. Zdaj pa te barve dodati, kako se to lotati, kakšen papir izbrati, to so celi traktati in tuhtanja in praskanja in vrtanja po nosu, ne. Ne samo mene, ampak tudi Sare in oblikovalke nanje, ne. Tako da mogoče, če bi malo denarja dobil, recimo, da mi ne bilo treba zdaj doma ob kruhu in vodi živeti, bi ta knjiga sigurno prej šla, ne. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da to samo založništvo, ne, ki se ga tudi dotaknila, ne, mi daje eno svobodo, da lahko knjigo zastavam in zapeljem tako, kar se razvija impuls, ne samo moj, ampak tudi od teh drugih sodelavcev. In pri klasični založbi nobena od teh knjig ne bi išla v takšni obliki, kot je, ne. Pa si poskušal mogoče pristopiti, ali je bila to odločitev že od začetka? Ma ne, ni bila, ne. Se tudi nekako so me malo tipali, pa ko sem bil tako ena modna muha en časa, ne, recimo s FAO knjigo, takrat sem še za Delo pisal, pa me mogoče več ljudi poznali, pa so zavohali, da je to nekaj novega, nekaj mlado meso, nekaj nenavadnega in so malo tipali, ne, da bi me v ta krog zapeljali, ne samo založništva, ampak v resnici so bili zelo spoštljivi pa zadržani, zato ker so videli, da je enostavno ta zgodba je čisto ena druga, ne. In pri teh večjih založbah, ne, bi dobil oblikovalca hišnega, ne. Zdaj, a bi stekla ena povezava med mano in njim, je veliko vprašanje. In jaz sem recimo tudi dosti izbiral sodelavce po tematiki knjige, ne. Tako da ni vsak oblikovalec za vse, ne. In ni vsak ilustrator za vse, ni vsak fotograf za vse. In pač samo založništvo da to svobodo, ne, izbire, ki je ključna, bom rekel, za končni izdelek. Jasno pa, da je tukaj zraven veliko enih frustracij in enih travm, ker tudi ne bi zdaj o tem to govoril, si najbrž čutite pa si mislite, kako to izgleda, ne, ker knjig se več ne kupuje, ne, in zdaj, če hočeš izdati eno lepo knjigo in fajn honorarje plačati vsem, a ne, in biti fair in si vzeti leto ali več časa za raziskovanje tematike, ne, to je tudi denar tukaj vključen zraven in kvaliteten papir in dobra vezava in ne, veliko tukaj enih dejavnikov in s 15 izvodi si tukaj dosti ne pomagaš, ne. Tako da zdaj je takšen čas, da tudi knjiga ne najde več poti do bralca tudi, ne. Recimo jaz pri tej knjigi v Joti niti enega recenzijskega izvoda nisem poslal nikamor, ker enostavno nisem imel energije, ne da se mi več tega početi. In pol zdaj gruntam, kako nekako vse en vrtiček ohranjati, pa je nek sistem, da ni to zdaj zadnja knjiga, ki je šla. Ja, odprto vprašanje, a ne,
tudi zelo pretočno kot voda, ne, in misteriozno in težko ujameš nekaj, ne, da rečeš, to tako je. Zelo močno se spreminja to področje, ne, in bralnih navad, in nakupovalnih navad, in ja, čudesen svet je tudi, se vrti okoli knjige, ne, in branja. Ja, jaz bi se na tej točki mogoče bi zaključila s pogovorom in povabila našo publiko, da si omisli Klemnove knjige na tistem našem infoštantu pri Levu. Ne me kaj vprašajte me kaj, ne? Ja, tudi seveda povabimo publiko k vprašanjem, lahko vprašate še kaj o kisanju zelja, repice, plavi ribi. V čemarkoli, lahko tudi o spolnih navadah. Res, lahko? Komod? Super, jaz sem eno vprašanje. Kaj je s to homoseksualnost, ki ste dopeljijo? Kaj je, mislim, eni znači je to v isti koš. A se vi strenjate in to, zelo strenjate tako. Kaj je s to starosti, da je? A se ujemata legalna una, juridična starost z moralno? Kdaj ima bitje človeško, homo sapiens, lahko skolko odnosi? A se to da to definirati? Ne, ne me hoče, prosim. Ja, zdaj bi mogel mojo hčerko malo vprašati, ki je stara 10 let, ne. Ja, 10 let je preniska doba, tako da malo večja je fajn, ne. Vem, da je enkrat, kjerga režiserja so začopatili, ne, da je občeval z mladoletnico, ne, in mislim, da je bil Roman Polanski. Polanski, ja, no, med drugim, saj, ni edini, ja. No, in on je rekel, she was acting like 18, ne. Tako da, ja, sigurno so to tematike, ki se premalo pogovarjamo o njih, ne. Tako da ta vprašanja so tudi, so na mestu. Zdaj, meni recimo homoseksualnost ni bolezen, ne, pedofilija mi pa je, ne. In zdaj tudi verjamem, da so ene naravne danosti, ki vplivajo na obnašanje ljudi, ne, in je tukaj tudi morala ali pa ni, ne, in družba je dostikrat nemoralna, pa s prstom kaže na nekoga. Tako da, ena nova znanost. Ja, mislim, da tudi komunikacija je tukaj, Tudi. Mislim, to je sigurno področje pomembno, ne, za raziskovanje in za otroke, in za starše, in za tiste ljudi, ki bolehajo za tem, ne. Za vse v resnici, ne. Tako da ne vem, zakaj bi mogla biti to tabu tema, ne. V judovskem zakonu je tako, da so deklice pri 13, imajo dva kmica, kanjiki, dva pri 13, imajo dva kmica. Takrat konec. Hormonalno in v zakonskem smislu so stojni. Volitveno stojijo pred Bogom, ne več starši. Ja, pri Romu, ne. Jaz bi se oprl na to, a veste, če je Mohamed tam prerok, famozni iz vzhoda, z Jutrovega, imel spolne odnose s svojo ženo, ki je imela 9, pa še do takrat se moral potruditi, da je zdržal, Bogi ne ve, a se pol to ni brez smisla, da se te stvari omeni. Ampak njemu se gleda skozi drugo rešeto, po drugim pač, ker on je kao nekaj več. V bistvu pa, zakaj je to kaj prerok? Ne, on je več okoli sluga vse. Vem, da se kar poglabljate v to, ne. Zdaj, ko bi bil manj vred. Ja. Strušali ribe pa spolnost, zdaj se zelo manj Ja, se pravi, pri srdelah je ta zimski čas, ne. Se pravi, november, december, cikl je vezan za temperaturo vode, ne, tudi med drugim, ne. Tako da v tem času je zdaj recimo na Hrvaškem prepoved lova na plavo ribo. Tako da to je sigurno en velik plus, ne, da se te spolne cikle spremlja, ne. In tudi, recimo zdaj smo se mi preselili z družino na Vrhovce, ne, iz Bežigrada v Ljubljani. In živimo v malem Grabnu, ki je en pritok, ne, Ljubljanci, in so se drstili, ribe so se drstile, ne smuč, teh sladkovodnih ne poznam tako dobro, ena druga riba, takšne velike ribe, in bi jih lahko z roko zagrabil, ne. In takrat je tudi žival, ne, v času drstenja najbolj ranljiva, ne, in takrat bi mogli mi to primer pustiti, ne, čisto iz pragmatičnega razloga, ne. Zdaj, recimo april, maj je pa čas, ko se pa drsti srdon, ne.
In tudi v tem času je zdaj lovostaj na Hrvaškem, tako da kar redno spremljajo v bistvu te cikle za te glavne dve vrsti plave ribe. Pri nas se več teh rib niti ne lovi. Ne? Tiste dve ladji, ki sta bili, ne vem, Val 1 ali 2, kako je bilo ime, sta šli v razrez že pred parimi leti in je Evropska unija plačala za ta razrez. Riba 1 pa riba 2, mislim, da sta leteli. Ne? Tako da en bivši policaj lovi na ta star način šakalevo, se reče, to je ta pokroževalna mreža, pa jih mora biti v ekipi vsaj 5 ljudi, tako da to ekonomsko ni tako zanimiva stvar, ampak je pa živa kulturna dediščina. Ne? In če bi na Japonskem živeli, bi temu policaju v penziji plačala, ne, za demonstracijo in za nadaljevanje te vrste lova. Kaj ne vem, to izumira, ne? In zdaj vedno bolj prehaja v ospredje ta industrijski način lova in tako je v bistvu praktično v celotni prehranjevalni verigi. Štarta se na količino, ne na kvaliteto in vedno težje je dobiti kvalitetne sestavine. Ne? To je dejstvo. Kakorkoli obračamo in romantično gledamo, da je bil zdaj en čas je bil trend o samo zadostnosti, pa da imaš ti en majhen vrtiček, pa da si vzgojiš na permakulturni način, ne vem, zase za družino zelenjavo za celo leto, to je bullshit. Ne? To so čisto ene romantične predstave, ki nimajo veze z realnostjo. Ne? Ampak to je že druga tema. Ne? Vabim vas danes ob 8:30 v muzej, v Moderno galerijo. Hodim na eno skupino za sodobni ples. Ob 8:30 imamo zaključek letošnjega cikla. Tako da bo to plesna improvizacija z dvema nastopama. Pridite. Ljubljani, ja. Okay, hvala Klemno, če bi ga radi še kaj vprašali, predlagam, da to storite. Čim prej, ker šibam pol nazaj v Ljubljano. Ja, moram loviti nastop, ne moramo, sem ga že dovolj zadržala. Ja, hvala za povabilo, Katja.